Pozdravljeni, na vrsti je mesečni horoskop za december za vse ljudi, ki ste rojeni v znamenju Device. Za december 2020. Ja, pred začnem vas prijazno povabim na dve stvari. Eno je tale spletna stran vedezevanje.si, če imate kakršnokoli vprašanje, dajte poklicati, dajte vprašati, jaz verjamem, da boste dobili zelo dobre odgovore. In še eno noviteto vam imam za povedati. Odprli smo Instagram profil, kjer se dogajajo live videi in ostale stvari. Vse pa zelo zanimive stvari. In tale video, ki zdaj gledate v posnetku na Facebooku in na YouTubu, je na Instagramu v živo, je live, tako da pejte tam, dajte se naročiti, boste marsikaj videli, marsikaj bo zanimivo, kaj se bo tam dogajalo. Ampak ok, gremo zdaj mi pogledati, kaj se bo dogajalo, Device, z vašim mesecem decembrom. Ne vam povem čisto enostavno, mesec bo fenomenalen, mesec bo odličen. Boljši mesec kot december ne bi mogel biti noben drugi mesec. Sicer, kaj pa je problem, ne, zdaj, ko je bilo leto 2020, ko smo imeli take mesece, ko smo imeli, kaj pa je problem enemu decembru premagati ostale mesece, ne. Problem, ki se bo tukaj pojavljal, ne, jaz sem pač Device, sad povem pluse pa minuse, da vi sami sabo ne boste zadovoljni. Vi ne boste zadovoljni s tem, kar vam bo svet dal, vi ne boste zadovoljni z dogajanjem, vi boste želeli več, pa nekaj bi bili grabežljivi, ne ker bi bili, bom rekel temu, ker bi rabili, ker bi nekaj grabili, pa ne vem kaj. Ne, vi sami sabo ne boste zadovoljni. Vi boste do sebe zelo oštri in vi boste v tem mesecu od sebe enostavno zahtevali več. Ne od drugih, od sebe boste zahtevali več. In kaj ne vam rečem, Device, kaj, saj sem tudi jaz noter v istem loncu, ne? Dajte, jaz sem pač samo povem, gremo malo pogledati, od začetku meseca boste imeli vi neke super ideje, ne? In ker smo zdaj že proti koncu meseca, ker pač snemam zelo pozno tale horoskop, že ti zadnji dnevi že dišijo po teh stvareh, ne? In ena od teh stvarih je Instagram profil, kjer se gor live horoskopi in ostale stvari, ki bojo live. Zelo, zelo zanimivo. In sam štart meseca še vam nič ni zgodilo vam mnoga, se vam bo dogajalo v tem prvih 10 dnevih bi se moglo nekaj zgoditi, kar vam bo premaknilo stvari naprej. Niti ne premaknilo v pravem smislu, ampak premaknilo v glavi, v razmišljanju, ja, lahko naredim, lahko se premaknem, gasa. Ampak vse veste, Device, ne? Postavili si boste precej velike letvice, ki jih bo treba preskočiti in bojo visoko postavljene, ne? Tako da morda ne je bilo napačen, če bi malo spustili letvico in si rekli, glej, prvo preskočim k zajček, potem k srnjaček, potem k lev, potem k slon, ne? In slon itak ne preskoči, samo prestopi. Tako da ja, to je bilo zelo dobro. Ampak ja, vi boste v samem štartu meseca živeli v nekem trenutku dobro vam bo, specialno vam bo, super ideje in verjeli boste svojemu srcu, verjeli boste, da ste sposobni. Ja, ampak pa si boste pa hoteli dokazati in to dokazovanje bo problem. Samim sebi seveda, okolica bo zadovoljna z vami, zelo zadovoljna z vami. V sredini meseca boste vi ugotovili, da imate veliko znanj, izpolnili si boste neke želje, lahko si boste kaj kupili, kar potrebujete, ampak po tisti stvari, ki ste hrepeneli dolgo časa. Imeli boste, bom rekel, zelo velik vpliv na druge ljudi in kar najbolj pomembno, imeli boste dobro energijo. Napram drugim. Do sebe bo cel mesec problem, ampak do drugih bo pa specialno šlo. Lepo bo šla ta energija, lepo bo tekla, ne? Lepo. No in potem pride konec meseca, ko se začnejo praznovanja, tako kot je treba. Ne vam povem tako, ne boste se kaj preveč na široko širili in 55,000 ljudi imeli okoli sebe, ampak se boste bolj osredotočili na one, ki jih imate res radi. Nekako boste želeli v tistem ožjem krogu družine oziroma ljudi, s katerimi ste si blizu, nekako praznovati oziroma se imeti dobro. Vi boste proti koncu meseca vedeli, kaj je prav in kaj ni prav. Ne boste delili neumnosti. Prijateljstvo bo igralo veliko vlogo. Sklepali boste neka zavezništva. Bom rekel, dobro vam bo. Zelo, zelo, zelo dobro. Bom pa rekel tako, ključna beseda bomo potem, zdaj imamo še pogled po področjih. Ampak preden začnemo gledati po področjih, ne vas povabim, da všečkate tale video tukaj spodaj na Facebooku in na YouTubu, odvisno, kje gledate, in ne pozabite, glejte, tle vam vse piše. Ja, dajte to narediti in smo zmagali vsi skupaj. Gremo pogledati malo po področjih. Področje ljubezni.
Na področju ljubezni boste lahko vi, kaj je ena avtobusna postaja, kaj je ena železniška postaja. Ljudje bodo prihajali, odhajali, ja, vi boste stabilni, ja, imate partnerstvo, ja, ampak bo ta mesec, ne, mesec prevetrevanja, prevetritve situacije. Torej, vi boste morda bolj iskreni, bolj boste govorili resnico, bolj boste hoteli, da se stvari uredijo, mislim, da se uredijo, da pač, glej, jaz povem, da vzemeš, ne vzemeš, morda boste malo prehitro in ne, da bi pazljivi bili, nekomu rekli, da ga imate radi. Z nekom hoteli tu neko zvezo, z nekom se hoteli kar poročiti, kar nekaj, ne? Ampak vi boste verjeli, da je to prav. Čeprav vam bo cel svet okoli govoril, glej, dej ne neumnosti, kaj si ena mona, dej malo, poglej malo, no, kam greš, dej umir se, ne rabiš še otrok, imaš komi 20 let, kaj boš že noseča, ma ne, no, dej počakaj malo, ne? Ne, vi boste želeli, ne vem, če ste ženske, ne, boste želeli otroka, boste želeli uno, tretje, četrto, peto, če ste moški, recimo, ne vem, boste želeli, ne vem, glejte, variant je ogromno, ampak okolica vam bo govorila, kaj je prav, vi okolice ne boste poslušali. Ne, samo tako, ne. Morda boste rekli, na 2-3 konce imam te rad in pol čakali, katera riba ali pa kateri ribo se bo ujel na trnk, ne, oziroma na 3 trnke, koliko ribotov boste ujeli, ne. Tako da tle samo povem, kako bo ta ljubezen, tako. Področje dela. Zelo boste delali. Zvesti boste vašemu delodajalcu, zvesti svoji službi. Stranke boste imeli radi, ali če delate s strankami. Imeli boste veliko aktivnosti, dobre aktivnosti, lepo vam bo šlo, tako da na področju dela vse, kar vam lahko rečem, je odlično bo. Področje denarja, na področju denarja, ne vam pa povem, da boste vi sami sebi nekaj nabavili. Nekaj zelo, zelo lepega, nekaj zelo, zelo sladkega. Pa ne sladkega v smislu bombonjere, ampak sladkega v smislu duše, nekaj za vašo dušo. Ne? Recimo, jaz, ker sem tudi devica, že vem, kaj si bom nabavil. Ko mi čakam. Tudi vi boste to videli. Ja. Predvsem oni, ki ste na Instagramu. In gremo še pogledat, in dejansko imeli boste denar, ne boste ga kaj preveč trošili, ampak kar boste potrošili, bo šel za take lepe, sladke, dobre stvari. Tako da, če boste imeli kakšne nove čeveljčke v vašem arzenalu, kakšno novo torbico, lahko mene krivite za to, ne, se je rekel Borut, da bom imela, ne, da si bom nekaj kupila. Ja, ampak edina taka stvar, na katero treba paziti, je to, da bo stvar lahko koštala malo več, kot bo vaš partner odobraval. Ja, samo povem. Tako da tle ste v prednosti tisti, ki ste samski. Povem. Ključna beseda, ključen stavek. V tem mesecu bo čas za sprejemanje odločitev. V tem mesecu bo čas, da vi naredite nekaj dobrega, nekaj zase, da spremenite nekaj, da premaknete iz te smeri, da greste v drugo smer, v tretjo smer. Ne, da bluzite naokoli, ampak da si zberete spremembo in to spremembo tudi naredite. Lepo se imejte, vesel december vsem, se vidimo, ko bomo spet snemali za vas horoskope. Pozdravljeni.